nižja cena na črnem trgu je možno dejansko samo iz prihrankov, ki so posledica davčnih goljufij. Ampak, če nekdo pripravljen goljufati državo, pismo bi se sprašala, kaj pa je z ostalim, ne? Ker to so medicinski pripomočki ali pa zdravila, ki so zelo tesno regulirani z razlogom. To so stvari, ki si jih dajemo v telo. In tako kot ni pametno pojesti tableto, ki jo dobimo kar nekje na žuru, tako, ko gre za vbrizgavanje nečesa v telo, kar ne vemo, od koder je prišlo, ni pametno. Lahko, da bo šlo vse v redu, lahko pa tudi, da ne. Družba nam narekuje lepotne ideale že od nekdaj. S pojavom družabnih omrežij se ti ideali hitro širijo, še hitreje menjajo, starostna meja pacientk pa se niža. Zasledujejo jih tako moški kot ženske, mnogo kateri tretmaji so cenovno celo preveč dosegljivi. Kako se s tem soočajo zdravniki? Kakšne etične smernice ob tem zasledujejo? Kdaj je meja, ko zdravnik reče ne? In ali je pri tem treba obzir vzeti tudi psihično stanje oziroma zdravje pacienta oziroma njegovo samopodobo? Moja današnja sogovornica je zdravnica z dolgoletnimi izkušnjami tudi na področju pomlajevanja, dermatologinja dr. Vesna Tlaker. Vesna, živjo. Živjo, Neves, hvala za povabilo. Zelo sem te vesela, res, da si se odzvala. Upam, da se udobno počutiš, pa smo iskali na očki namestitev. Zdaj, napovedala sem temo, ki nama sledi, ampak deva začeti s prvim vprašanjem, tako kot vedno. Kdo je Vesna? Ja, to se vsak dan sprašujem. Vsak dan je nekaj drugega, a ni to zanimivo življenje. Dotaknila si se toliko stvari, da jaz mislim, da imamo kakšno urco, ne simpozij. Torej, vprašanje, kdo smo, kar se tiče naše identitete, se pravi naše osnove, je nekaj, na kar lahko odgovorimo mi sami, ampak lahko bi povprašali tudi druge ljudi in morda sintezo vsega tega, kar bi v tem, kdo je Vesna, povedal vsakdo od nekaj tisoč ljudi, ki so nas nekajkrat srečali, bi bil zanimiv odgovor. In tako kot si povedala, kar se tiče današnje teme, jaz sem zdravnica, sem dermatologinja in sem se ukvarjala dolgo časa s klinično medicino, z zapleteno dermatologijo, tudi delala v kliničnem centru, potem pa je tako naneslo, da pač v javnem zdravstvu nisem več zdržala, predvsem zaradi tega, ne zato, ker bi bila zahtevna in bi pričakovala razkošje, ampak preprosto zato, ker tam nisem mogla dobro delati, kar znam delati in kar želim delati. Se pravi, če ima zdravnik, ne si bo še tako požrtvovalen, ne si bo še tako vse znalen, če ima zdravnik naročenih 5-6 pacientov na uro, ne more za nobenega dobro poskrbeti. Jaz si pa to želim, ker to znam, ker to hočem in to zmorem. In zaenkrat pač je tako, da žal z zavarovalnico ne gre in delam v zasebnem centru. In vprašanje, ki si ga načela, kdo smo, kdo sem, ki si ga marsikdo od nas postavi, ko se pogleda v ogledalo, je zanimivo tudi stališča, kako naš videz vpliva na našo identiteto. Ker pomlajevanje nečemu služi in lepotni trendi prav tako služijo in z njimi zasledujemo neko notranje koprnenje, hrepenenje, nek cilj. In če želimo dober uvid v to, se moramo vprašati po vseh teh komponentah, pa zakaj. In vemo recimo, da po lepotnih tretmajih posegajo predvsem ženske. V svetu ptičev se kitijo samci, je popolnoma drugače. Recimo, zdaj pred kratkim sem zvedela, da so pri ptičjih posebej priljubljeni določeni stili usmerjenosti črt in da so enkrat celo naredili eksperiment, ko so ptičem dali klobučke iz perja in da so samičke znorele nad tem novim modnim trendom. Torej, verjetno je nekaj tudi v biologiji, ne samo v družbi. Poleg tega se včasih vprašamo, ali smo plehki, če je videz pomemben. Zakaj vendar se s tem ukvarjamo? Ali ni pomembna samo čista duša in dobro srce? Videz
je naša osnovna reprezentacija. Z našim izgledom se predstavimo svetu v prvi tisočinki sekunde in verjetno, ko se je človeštvo razvijalo, je bil videz še kako in še dosti bolj pomemben kot danes, ker takrat se je bilo treba v tisočinki sekunde odločiti, ali je nekdo, ki ti prihaja nasproti, ali je to prijatelj ali sovražnik, ali si v nevarnosti, a to mogoče potencialni partner, tudi če nima perjastega klobučka. In zaradi tega je videz še kako pomemben, ker še vedno je to naš primarni čut, s katerim zaznamo osebo. In ne samo, da je to enologično sklepanje, bila je narejena vrsta kliničnih študij, vse to je v javno dosegljivi literaturi, kjer so ugotovili, da ima prvi vtis trajno pomemben pečat za nadaljne razmerje. In slabega prvega vtisa, govorimo seveda o nekem neustreznem, zanemarjenem, slabem videzu, tak slab vtis je težko popraviti in ima lahko trajen vpliv tako na naše odnose, kot recimo na našo kariero. Ljudje, ki pridejo na intervju za službo bolj urejeni, imajo bistveno večje možnosti, da bodo službo dobili. Da seveda ne govorim o romantičnih partnerstvih, kjer je videz običajno prva stvar, po kateri se odločamo. Torej, na koncu seveda je pomembna čista duša in pošteno srce, ali pač obratno, ampak videz je zelo, zelo pomemben prvi atribut, s katerim se predstavimo v svetu. In nazadnje tudi, če bi pogledali napore, s katerimi se človeštvo ukvarja s svojim videzom, koliko imamo razvitih specializiranih poklicev za videz? Frizerji, kozmetiki, krojači, in tako naprej. Torej, cela plejada ne samo nekih strok, ampak poklicev, se pravi ljudi, ki življenjsko energijo usmerjajo. Kako velik denar se obrača v tej lepotni industriji, se pravi, če to povežemo, pa še sploh nismo pri medicini, če to povežemo z modo, pa z oblikovanjem telesa, pa z ličenjem, pa z friziranjem. Torej, videz je pomemben. In če si želimo svoj videz tako ali drugače spremeniti, ne pomeni, da smo plehki. Je pa res, da je pa treba tudi o tem razmišljati, da ostanemo znotraj nekih zdravih meja, ker ko razmišljamo o lepotni dermatologiji, v lepotni medicini, se praviloma najprej spomnimo skoraj da spak, ki hodijo. Drži. In kar se tiče takih neuspešnih in žal ne bo pijočih primerov, ti dajejo tempo in nekako javnosti predstavljajo v tisti prvi tisočinki sekunde, kaj to nekako pomlajevanje je. Ampak seveda tiste, ki so slabo narejene, večinoma seveda gre to za ženske, tiste vidimo takoj, tiste, ki so dobro narejene, pa ne. Hvala Bogu. Ja, se strinjam. Ja. Med mojimi pacientkami to mi je bilo prav eno od največjih komplimentov na svoje poklicno delo, kar sem ga dobila, je bilo to, ker seveda k meni hodijo večinoma ženske, moških je morda 5%, kar se tiče pomlajevanja. Vsaj polovica, s katerimi sem se o tem pogovarjala, nič ne pove partnerju, da uporablja kakršnokoli pomlajevanje. Pa to se pogovarjamo ne o neki negi kože, ampak se pogovarjamo o botoksu in o polnilih. To vem zato, ker je bilo preprosto včasih treba splanirati terapijo, kjer je morda kakšen dan okrevanja na čas, ko gospoda ni. Torej, če pacientka hodi na terapijo, verjetno nekaj je, verjetno nekaj opazi, ampak vendarle je to tako naravno, da je partner zadovoljen in da nima nič proti. In seveda se zgodi, da potem po par letih, ko on komentira eno, kako je nabotoksirana, to se mi je tudi že zgodilo, pravi ona, pa jaz hodim že 10 let na botoks. Čeljust padla in potem je vse v redu. Torej, prav narejeni postopki pomlajevanja, po mojih standardih, ki niso nujno pravilni, ampak so taki, da ohranjajo naravni videz in morda upočasnjujejo te spremembe zaradi staranja in so pravzaprav nevajenemu očesu nevidni, zaradi njih izgledamo samo osveženo, urejeno in so nekako v podobnem
razredu, kot je sicer osebna urejenost. Se pravi, poskrbimo za obleko, poskrbimo za frizuro, poskrbimo za ličenje in tudi na obrazu in telesu se da marsikaj narediti, kar je okusno, kar je diskretno, kar nas ne spremeni, kar samo naredi naš videz mladostnejši in bolj zdrav. In to je spet zdaj pomembno. Prej smo se pogovarjali o prvem vtisu. Človeka ocenimo po prvem vtisu, a je moški ali ženska, a je star ali je mlad, a je zdrav ali je bolan. Veliko ljudi z boleznimi kože, ki niso nalezljive, recimo luskavca ali pa kakšne alergije, ima znake bolezni na koži, in ki se kažejo kot neke rdeče, lise, kraste in podobno. In se celo življenje borijo in doživljajo številne pretrese in razočaranja zaradi tega, ker se jim ljudje instinktivno umikajo, se jih bojijo, nikomur niso nevarni. Ampak to je verjetno en nagonski umik in obramba pred morebitnimi nalezljivimi boleznimi. In zato tudi mi v tisti prvi desetinki, stotinki sekunde ocenimo, ali je človek bolan ali je zdrav. In nekdo, ki je videti mlajši, bolj zdrav, je seveda bolj apelira na vse naše čute. Res je. Omenila sem že v začetku, da se ukvarjaš seveda s pomlajevanjem in pa si dermatologinja. Zdaj, v svojem medicinskem centru se več ukvarjate oziroma ukvarjaš s pomlajevanjem ali je več ravno pač teh dermatoloških bolezni? Ja, malo mešano je. Se pravi, jaz sem se ukvarjala z zelo resno dermatologijo. Jaz sem sicer pred 8 leti klinični center zapustila, ampak še zmeraj sem zelo orang dermatolog. Se pravi, karkoli pride, večinoma pacienti prihajajo po priporočilih in se pravi, ko, uspešno pozdravimo nekoga recimo z aknami, se potem usujejo sošolke z aknami in tako da recimo zelo veliko pozdravimo aken. Potem veliko izvajamo pregledov znamen, preventivne preglede koženega raka in seveda, ker je naša prednost, da smo fleksibilni, tudi če karkoli narobe, takoj izrežemo, odstranimo, se pravi, delamo poleg pregledov, se pravi, kompletne kožne bolezni, karkoli je že. Tudi spolno prenosljive okužbe recimo sodijo k dermatologiji. To je ena zanimivost, ki marsikdo ne ve, ampak s polnim imenom smo mi dermatovenerologi in smo specialisti za bolezni kože in za spolno prenosljive okužbe. Zdravimo pa predvsem moške, ker ženske ponavadi grejo k ginekologom. In tako da spolno prenosljive okužbe obstajajo in gonoreja in sifilis in predvsem kakšni uretritisi. Tisto je en tak razmeroma hvaležen del naše dejavnosti, ker so smernice in diagnostika zelo jasna in ljudi večinoma uspešno pozdravimo in je potem tudi eno veliko olajšanje in razbremenitev. Potem se poleg vsega tega ukvarjamo še z neko malo kožno kirurgijo, predvsem lasersko, se pravi odstranjevanje raznih kožnih rašč, izrastkov, kjer je predvsem seveda treba narediti stvari zelo estetsko. Tako, kar se tiče koženega raka, ampak kakšne male stvari, ki niso nevarne, res pazimo, da naredimo lepo in imamo tudi odlično opremo in veliko izkušenj. Kar se tiče pomlajevanja, se ukvarjamo predvsem z obrazom. Torej, veliko je želja in potreb tudi, kar se tiče pomlajevanja telesa, se pravi, od izgube telesne teže, hujšanja, oblikovanja telesa, ampak na telesu so večinoma pacienti, stranke zelo zahtevni, veliko pričakujejo, rezultati pa s trenutnimi tehnologijami niso ravno impresivni. Tako da, če gre za neko večjo izgubo maščobe, je na mestu kirurgija. Prav tako seveda se vsako pomlad pojavi povpraševanje po terapijah proti celulitu, kjer je zaželjeno, da bi bilo to nekaj, kar je seveda cenovno ugodno, pa bo delovalo za zmeraj. To si mi zelo želimo imeti, ampak žal zaenkrat ni. Tako da, kar se tiče telesa, sicer je ena odlična naprava, ki jo imamo za krepitev mišic trebuha in zadnjice, ker tudi z leti gravitacija dela svoje, zgubljamo mišice in potem je zadnjica. Enkrat je Samantha iz Sex and the City komentirala enega svojega starejšega ljubimca, da je tako kot uvel Paradise njegova zadnja plat. Ja, in to se zgodi in moramo skrbeti za mišico. Ja, to je genialna sekvenca. Kar se pa tiče pomlajevanja, pa izvajamo tako injekcije, se pravi botoks in punila, kot zelo veliko laserskih postopkov in različne druge tretmaje za osvežitev kože. Ampak vse tiste, ki so bolj medicinski. Tudi kozmetično nego kože, ampak seveda smo fokusirani na
visoko učinkovite rešitve, ker jaz tudi zelo skrbno zbiram stvari, ki so učinkovite. Jaz si želim imeti zadovoljne paciente in ponavadi nisem prva, ki nekaj nabavi in upelje neko obetovno, revolucionarno novo metodo, ki se bo morda čez nekaj mesecev izkazala kot razočaranje, ampak večkrat počakam, da vidim, kako se to obnese in potem šele to uveljavim. Super, omenila si tehnologijo in ob tem sem pomislila pomlajevanje, neinvazivne metode. Pa če odmisliva recimo botoks pa filerje, ali se da zdaj s tem, kar trg trenutno premore oziroma ponuja, dosežti enake oziroma primerljive rezultate, ali je to laser ali radiofrekvenca, oziroma ti boš veliko več vedela, kaj pravzaprav imamo na voljo. Ja, vedno se pa treba vprašati, ne, kaj je vzrok in kaj mi s tem v bistvu sploh tretiramo. Ker različne aspekte staranja zdravimo, naslavljamo z različnimi metodami terapije. In vedno je treba imeti najprej diagnozo, tako kot v klinični medicini, se pravi, se vprašati, kaj se pa zdaj s tem obrazom dogaja, šele potem se odločiti za neko določeno terapijo. Staranjem se običajno po nekem določenem vrstnem redu začnejo najprej na obrazu poznati mimične gube. To so gube v zgornji tretjini obraza, se pravi gube, mrščavke med obrvmi, vodoravne gube na čelu in radiarne gube na obstraneh očesnih kotičkov. To so gube, ki jih naredijo mišice, ki pomagajo izražati čustva, se pravi, ko razmišljamo, se namrščimo, ko smo presenečeni, dvignemo obrvi, potem, kaj napeto gledamo, se nam naredijo gubice okrog oči. In te izrazne gube imamo vsi že od rojstva, ampak v otroštvu in mladosti, ko je koža zelo kvalitetna, polna hialurona lastnega, polna kolagena, debelejša, se potem, ko mišica popusti, koža zravna. Tako kot ena kvalitetna debela tkanina, jo zmečkaš in ko jo spustiš, bo spet gladka. Z leti pa zaradi staranja kvaliteta kože upade. Vsaka celica v telesu, vsaka molekula v telesu se razgraja in spet zgradi na novo. Mi smo tako kot una ladja, ki zamenjaš vsak del posebej, pa se pa vprašaš, je to še ista ladja. Torej, vsaka celica se je razgradila in na novo naredila. In že po 20. letu ti sintetski procesi ne dohajajo več razgradnje. Se pravi, je manj izgradnje, kot je razgradnje, ampak tam nekje do 30. se to še ne pozna. Potem se pa počasi začne poznati. In koža je tanjša, manj elastična, manj prožna, manj kvalitetna. In zato se po krčenju mimičnih mišic gube kar tisnejo v kožo. Tako kot pri neki slabi ceneni tkanini, tudi ko jo nehaš mečkati, gube ostanejo. In to vrstne gube, recimo, so indikacija za botoks. Ker včasih rečejo, no, tako na botoksirana. Botoks nima nič za opraviti z velikimi ustancami. Botoks je tisto, kar apliciramo v zgornji del obraza in druge terapije pa so namenjene drugim indikacijam. Se pravi, poleg tega, da se slabša kakovost kože, se nam zanimivo zmanjšajo, uplahnejo in povesijo obrazne maščobne blazinice. V mladosti so lička polna in nekje visoko gor, potem pa uplahnejo in se povesijo. In večinoma tam nekje po 30. 40. Se začnejo ljudje pritoževati čez svoje podočnjake. Ti podočnjaki večinoma niso posledica nespanja ali pa pigmentacije, kar so sicer lahko, ampak so posledica lukenj pod očmi, ki nastanejo zaradi tega, ker so se obrazni maščobni razdelki zmanjšali in povesili. In potem se to vse skupaj povesi tle dol in vidimo še tele gube. Tretja stvar, ki se zgodi, je pa poleg slabšanja kvalitete kože, je tudi lobanja se nam manjša. In zaradi tega postajajo lica bolj udrta, oči udrte, brada je manjša. In iz tega izhaja potem ta tipičen starikov videz. In z laserji in z visokoenergetskimi napravami lahko ciljamo na kakovost kože. Se pravi, s temi napravami povzročamo kontrolirano mini poškodbo kože, ki stimulira in spodbuja celične naravne odzive, ki pomagajo graditi vse te elemente, ki tvorijo kožo, se pravi od kolagena do matriksa, do elastina. In
Tako kot vemo, da poškodba je najboljša stimulacija za celjenje, če kožo stimuliramo s poškodbami, morajo biti te poškodbe seveda ravno pravšnje, da nekaj naredijo, ker če poškodbe premalo ne bo naredila nič, bomo samo malo greli, nam bo toplo, ampak ne bo anti-aginga. Če pa poškodba prehuda, pa lahko sledi trajna brazgotina, kot pri fizični poškodbi. In naprav je ogromno, se pravi, če bi jih šli štet, ni da ni. In velikokrat se ljudje zelo veliko ukvarjajo s tem, da raziskujejo tehnologije. Tudi nam, ki imamo ne samo medicinsko ozadje, ampak tudi, ki te aparature poznamo, v resnici nikoli ne vemo, kaj stvar dela, dokler je ne preizkusimo. Ne? Te aparature, ki so medicinsko testirane oziroma odobrene kot medicinski pripomočki, imajo neke registrirane indikacije, se pravi, se je to klinično izkazalo. Ampak, če nekaj za 11% izboljša kakovost kože v letu dni, je to super rezultat, ker sicer bi se kakovost kože v letu dni morda poslabšala za 2%. In to je podlaga za zelo drzne objave in slavospeve na raznih spletnih objavah. Ampak vendarle, ko pa dejansko uživo izvajamo te terapije in tudi, če dosežemo tisto, kar naprava obljublja, 11% ni veliko, ne? Moramo dati sliko prej pa potem skupaj, da vidimo, kaj se je zgodilo, in zato moramo že pred kakršnokoli terapijo se resno pogovoriti o pričakovanjih, ker marsikdaj pa pridejo stranke, pacientke in rečejo, če bi mi sam malo takole, sam takole bi dvignili, in mi pokaže rezultat facelifta. In potem jaz rečem, gospa, to je rezultat facelifta. Ja, kako? Se je sam mal. Ja, kam pa ne dam to kožo? Torej, če je povešenja kože veliko, je še vedno najboljši odgovor kirurgija. Kar se tiče naprav, rezultati so. Jaz imam kar neki pacientki hodijo k meni 10 let in zgledajo ves čas enako. Je pa res, da je treba pogledati, kaj se z obrazom dogaja. Ne moramo samo z enim načinom vzdrževati izgleda. Volumna, če ga ni, se pravi udrta lica, podočnjaki, uplahnjene ustnice. Ustnice se starajo recimo in večine ustnic jaz ne povečujem zato, ker bi nekdo hotel šobo, ampak zato, ker zgledajo kot suha sliva. Nič jih ni kam šminke za namazati, šminka se potem razleze v te gube, navpične gube, barkode jim rečemo ljubkovalno, med nosom in ustnicami se pojavijo. In treba je nadomestiti volumen. In za nadomeščanje volumna imamo tako zvane filerje. Filerji so materiali, ki ne reagirajo z lastnim tkivom, ki so v bistvu tudi iz materiala, ki je telesu lasten, samo da je pač pridobljen na kulturah in potem prečiščen in potem navzkrižno povezan, da je stabilen. Naravna hialuronska kislina, hialuronski filerji se večinoma uporabljajo, naravna hialuronska kislina obstoji 1 do 2 dni in to ne bi bilo ravno najbolj zaželeno, da so tako kratkotrajni rezultati. In tako da volumna ne moremo z laserjem nadomestiti, ne glede na to, da pa na internetu se pa najde marsikaj. In prav tako obilno viseče kože ne moremo tretirati drugače kot s kirurgijo, ker tudi recimo pri starejših, ki imajo predvsem to povešeno kožo, grobe gube, so sintetski procesi slabši. In tako kot če bi šel nek 70-letnik v telovadnico, bo nekaj naredil iz sebe, ampak ne bo pa imel takega izboljšanja kot recimo 30-letnik, prav tako se s časoma slabša odziv na stimulacijo z visokoenergijskimi napravami. Zdaj, ali je to laser, ali je to radiofrekvenca, ali so to mikrovalovi, ali je to ultrazvok, ker se dostikrat res ljudje s tem ukvarjajo in to je zgodba brez konca in kraja, ali je boljša ta naprava ali ta naprava. Je poleg tega, da dejansko nimamo primerljivih rezultatov. Bilo bi super, da imamo serijo pacientov, polovico obraza so tretirali z eno metodo, polovico z drugo, takih pacientov je 100 in potem nam je vse jasno. Ni, ne. In tudi, če bi to imeli, vsaka naprava je orodje. Kot je orodje skalpel, ali kot so orodje zdravniške slušalke, stetoskop, ali kot je orodje otoskop ali pač ultrazvok, in od nas je odvisno, kaj bomo s tem orodjem naredili. V kuhinji domači imamo kup potencialno morilskega orodja. In zdaj seveda lahko naredimo z medicinsko opremo veliko škode. Tako kot lahko
z avtom imamo smrten karambol v prej kot minuti. Ali pa skalpelom, ki si ga lahko kupi vsakdo, ne gre vsakdo zdaj operirati slepiča ali pa možganov. Ne? In zato nobena aparatura sama po sebi nima neke inherentno odlične vrednosti, odvisno je od tistega, ki z njo upravlja in odvisno od tega, kaj z njo delamo, ker tudi vsaka koža je različna. Ene kože so bolj debele, ene so tanke, ene so bolj pigmentirane, ene so manj pigmentirane. In izkušnje, da znamo določiti te fine nastavitve, s katerimi imamo rezultate, brez tveganja, nas pa nekaj stanejo. Nekaj zapletov seveda, ker vsaka aparatura pride z navodili za uporabo, ki so večinoma zelo, zelo konzervativna. Se pravi, od začetka skrbno sledimo navodilom za uporabo, nimamo zapletov, ampak tudi rezultatov nimamo, bog ve kakih. Potem vidimo, da morda bi malo pojačali in potem postanejo stvari boljše in potem upogumljeni s tem še malo privijemo plin, pa katastrofa. Ne? Potem pa pigmentacije postanejo še bolj črne in se jih znebimo, ali pa, da vem, namesto, da bi odstranili žile, naredimo brazgotino ali pa in podobno. Ne? Torej, v medicini je odgovornost vsakogar, ki zdravi ljudi, velika, že če zdravimo bolezen. Se pravi, neko bolezensko stanje, kjer je treba nekaj narediti. Če pa tretiramo nekaj, kjer ne gre za bolezen, ampak za zdravega človeka, ki bi mu radi nekaj izboljšali, je pa naša odgovornost še tem večja. Da ne povzročimo nepotrebnih zapletov, ali pa da vsaj, če jih že ne moremo popolnoma anulirati, se pravi, možnosti zapletov ne moramo nikoli zmanjšati na nič, je potrebno, da ljudi zelo celovito informiramo, kaj se lahko zgodi. Seveda pa nastop paraliza, ne? Ker če naštejemo takle spisek stranskih učinkov, ne? Kot smo rekli, stranski učinek kuhinjskega noža je masovni umor, ne? Pa nihče, ki kupi kuhinjski nož za rezati kruh, ne pomisli na kaj takega. Ampak dejansko je treba tudi pred redkimi potencialnimi posledicami ljudi posvariti in ne grejo domov razmišljati, ker če je nesprejemljivo kakršnokoli tveganje, potem je pač bolje, da ne naredimo nič. Je pa ta dejavnost, se pravi estetske medicine, ena taka zanimiva sinteza medicine in biznisa, ker seveda vsi, ki se z nečem ukvarjamo, od tega živimo, praviloma. Jaz si mislim, sej morda bom šla ves počas v penzijo. Zdaj sem prečkala Abrahama, pa sem začela malo razmišljati, pa fantaziram, da bi bila kmetijo, pa usličke, pa goske, pa pse, pa mačke, pa tako naprej. Ne? Ampak v resnici bi pogrešala medicino, tako da mislim, da bo še hitro penzije. Ampak vendarle, ne? Se pravi, od svojega dela imamo mi neko notranje zadovoljstvo, samo potrditev, delo nam je zanimiv izziv, da nam dnevi zanimive minevajo, da se nekaj dogaja, da iz tega rastemo, rabimo samo potrditev. To doskrat recimo kolegice, pa tudi jaz na prudniški recimo, po 3 mesecih sem že mečkrat pogrešala službo, po 6 mesecih pa sem iskreno imela rada svoje dojenčke in mi je bilo fino, ampak pogrešaš ukvarjanje z nečem, kar je zanimivo. Ne? Eno popestritev in eno samo potrditev. In zdaj seveda mi od tega tudi živimo. In če recimo pride stranka, ki bi si želela neko storitev, pa vidimo, da to ni za njo, in če porabimo, rečemo, pol ure, da jo prepričamo, da to za njo ni, jaz se seveda pošljem domov in nič ne računam, kaj ne. Jaz sem se vprašala, kaj lahko za to stranko naredim, nič ne. In to pomeni, to ne pomeni nule, ampak pomeni minus, ker seveda sem jaz v tem času imela stroške. In zaradi tega se dogaja, da je to križišče medicine in biznisa v enem konfliktu med etičnim delom, ko bi, če si na plači v nekem zdravstvenem zavodu, bi rekel, verjetno ne. Tako pa, ko moraš poskrbeti za to, da se računica čez mesec izide, pa ne samo, da se izide, potem časih večkrat je biznisa težje, je to snežno kepo ustaviti, ne? Pa seveda potem rečejo ja in delajo neke posege, ki niso, rečemo, najbolj primerni. Čeprav je pa res, da takih stvari je razmeroma malo. Slovenke in Slovenci so pri estetskih popravkih zelo, zelo trezni in zelo, zelo sem vesela, ali pa vsaj k meni ne hodijo. Ne? Tako da ti
obrazi, ki postajajo že kar uniformirane lutke, recimo sploh, če pogledamo kakšno estrado na jugu, ali pa, ne vem, kakšno ameriško. Zdaj sem gledala en film, ki so bile, ne vem, 12 nekih slavnih igralk, pismo vse so iste. A imajo istega zdravnika ali je to pač vse po istem kopitu narejeno. In se zgublja ta individualna posebnost. Vse seveda so verjetno neki atributi, ki naj bi bili univerzalno lepi, ali ne vem, ozek nos, tak in tak obraz, take in take ustnice. Ampak je pa življenje bolj zanimivo, če smo si večkrat različni. In torej, kar se tega tiče, so Slovenke in Slovenci zelo prizemljeni. In večinoma pridejo na prvi posvet potem, ko nekaj let doma razmišljajo, da jih nekaj na obrazu moti. Nekaj let. Od nekaj mesecev do nekaj let, ampak tako nekako povprečno je leto do 2. Se pravi, razmišljajo, se gledajo in jih moti vsak dan. To je bodisi guba med obrvmi, navpične gube na čelu, je bodisi utrujen videz, a ne, to so recimo najpogostejše zagate, ki jih slišim, ali pa kakšna omledna koža, viseča, ampak najpogosteje to slišim. Utrujen videz in večinoma najprej se upravičijo, da sploh prihajajo, oziroma same sebi upravičujejo in opravičujejo sploh svoj prihod in svojo nečimrnost in tudi povejo, zato vem, kako dolgo so razmišljale. Je to v bistvu kar mečkano vcepljeno v našo dušo, da smo konzervativni, smo previdni, želimo si naravnih rezultatov in tudi večina njih mi pove, katero od znanih oseb, ki jih ne želi biti podobna. To je praviloma Kdo? Med znanimi Slovenkami, pa se lahko vsak med nami pomisli, kateri znani Slovenki si pa ne bi želeli biti podobni. A ne? Ja, od tujih pa je ena gospa, ki je tukaj le čez mejo doma, pa ni bila nikoli posebej atraktivna, zdaj z leti pa je sploh še disaster. Tako da, zelo, zelo konzervativno. In zanimivo je to, kljub temu konzervativnemu pristopu, se pa zgodi, da vendarle hodi okrog kakšna gospa, ki izgleda čudno. Morda niti nima gub, ampak izgleda čuden. Pa ne veš, kaj je, ne? Samo nekaj ne štima. Zgodi se namreč lahko to, da ko se pacientke ali pacienti, čeprav moškega v Sloveniji še nisem videla, ženska tudi kakšna pride z dolgoletno kariero v pomlajevanju, zlasti v filerjih. Ne, filerji so tista številka. Si dobro rekla, dolgoletna kariera v pomlajevanju. Ja, to je tako, tiste, ki so prve začele. Nekaj prvi filerji so se pojavili, hialuronski filerji tam po letu 2000, ampak že prej je bil pa kolagen in tako da tiste prve lastovke, ki so z veseljem pograbile ta novi modni trend, so bile tam že v 90-ih. In če pride pacientka 40+, ki ni imela še nikoli nič, karkoli naredimo, bo super. Karkoli, a ne. Zdaj seveda, če ne gre za nekoga, ki nikoli ni imel filerja v rokah, pa pojma nima kaj dela. Ampak zagata pri teh medicinskih pripomočkih, kar injekcije hialurona oziroma filerji so, je ta zagata, da najprej so se pojavili filerji in šele potem pozneje so se razvijala pravila in praksa, kako je treba to uporabljati. Ker zdravnik dobi kar naenkrat eno šprico in noter je hialuron. Kolega mi je pripovedoval, da so kirurgi tam v zgodnjih 2000-ih so se pogovarjali na reportu. A veš, da zdaj imaš filer hialuron v injekciji, pa ustnice ga lahko daš. In pa so kar začeli delati. Torej, včasih, ampak to je sicer bolj interna šala, no, ampak včasih stvari tako tudi grejo. In vabljivo je bilo pogledati obraz, aha, tam je pa guba, tle noter bomo dali. In ko gledamo obraz, ko gledamo sami sebe frontalno, se pravi v ogledalo, vidimo najprej tole. Prav, nazolabialne gube, tukaj je neko povešanje in zelo mamljivo je tukaj noter dajati. In če mi ponavljamo aplikacijo filerja, ko mi damo prvič filer v nazolabialne gube, bo super, gub bo manj, morda ne bodo zginile, ampak potem gospa, ki je bila najprej čist prestrašena, vidi, da je boljš in
naslednjič že malo bolj sproščena, z olajšanjem pride in pravi, ja, super je, joj, zdaj pa mi je že malo zginilo, lahko še malo. Ponovimo drugič, ponovimo tretjič. Potem pa grozi, da počasi zaradi dreves ne vidimo več gozda. No, Kajti, tako. povešanje, ki se nam dogaja v srednjem delu obraza, je posledica uplahnjenja in zdrsa struktur, ki so bile nekoč ob straneh navzdol. In mi vidimo to. In tako kot plazu ne moramo ukrotiti, če ga samo podpiramo, bo tam vedno večja gmota. Če dajemo filer tle v marionetne gube, pa tukaj le noter, bo lahko obraz brez gub. Sej balon nima nobene gube. Ampak počuden. Tukaj je vse tanko in vse shujšano in upadlo, ali pa v sencih tudi včasih. Tukaj je pa vse polno. Ni gub, sam čuden zgleda. Prevelike ustnice pri starejših gospeh so pa večinoma plod borbe z temi navpičnimi gubami nad ustnicami. Nimajo samo kadilke, tudi tiste, ki zelo intenzivno gubajo zgornjo ustnico pri govoru, jih imajo. In tukaj so polnila, seveda teoretično pravilna indikacija, ampak v praksi je pa tako, da če dajemo polnilo v zgornjo ustnico, je zelo tenka meja med tem, da bo guba zginila ali pa ne bo, in med tem, da bo ustnica rasla, guba bo še pa vedno ostala. Ne? Če želimo ustnico zlikati, je potrebno dati veliko filerja, ki bo volj naredil to. Ne? In pa damo še malo spod, da bomo to kompenzirali in imamo potem te rezultate. Tako da to nikakor ni dobra praksa. Na nek način jo lahko upravičimo s tem, da smo se zdravniki učili, da nismo od začetka vedeli, ampak nikomur ni treba, da tak hodi po svetu, ker hialuronske filerje je možno raztopiti. In če nikomu rezultat ni všeč, ali pa če gre kaj narobe, in narobe lahko tudi kaj gre, se aplicira hialuronidaza, to je topen encim, ki raztopi hialuron zelo hitro. In seveda je rezultat čisto reverzibilen. To je bila tudi ena velika težava, ne? Ker najprej so začeli uporabljati ta govej kolagen, tega se ne da raztopiti, plus alergen je, imunogen. Še prej so uporabljali, oziroma takrat enkrat sočasno silikon, recimo silikon je pa sploh nočna mora in žal silikon se uporablja še vedno, silikon je trajen in je za zmeri in recimo na jugu ga uporabljajo pod imenom biopolimer. Polimer, ja. Sem te želela vprašati, ja. Ja, to je dizaster. S tem imenom skrivajo, biopolimer je silikon, ki je v ampulah za masažo pravzaprav. Ne. Malo boljš, kot tisko v Bauhausu kupiš. In to je irreverzibilno, ne, se pravi, to je treba izrezati. Ja, in iz ustnice se marsikdaj ne da, ker je tisto tako dispregirano, da je to vse povsod prežeto noter v tkivo. In ni to za 5 let, to je ponavadi kar za zmeri in res zelo, zelo težko je to ven dobiti. In seveda tudi, če je zaplet, ker s kakršnikoli materialom, ki ga mi vstavimo v tkivo, lahko po nesreči zapremo kakšno večjo žilo. Zdaj seveda zdravniki vemo, kje grejo žile in se jim izogibamo, preizkusimo, da nismo blizu žile ali v njej in če gre kaj narobe, ker včasih pa tudi neplansko gre kaj narobe, da filer nekam steče ali pa da v okolici zapre žilo ali pa žila poteka nekje, kar ne bi smela, ga takoj raztopimo. Je to reverzibilno, ker če pride do zapore žile, je to v bistvu infarkt kože. In to lahko dejansko področje obraza, kjer je žilna zapora zaradi punila, čez nekaj ur po aplikaciji razmeroma hitro postane take vijolično-modrikaste, bledikaste barve in začne boleti. To je bolečina, ki je tako huda, da bi se tolkli z glavo ob steno. Bolečina kot pri infarktu, srčnem, kakršnem koli drugem. In če ne ukrepamo, imamo nekaj ur časa, da ukrepamo, se pravi, da to raztopimo, da poskrbimo za boljšo prekrvavitev, bo to področje odmrlo. In sledi nekroza, tako kot pa alpinistih, ki pridejo z Himalaje. Ono to počrni in se potem odlušči in sledi grda in trajna brazgotina. In pri trajnih polnilih, kot je recimo silikon, nimamo kaj raztopiti. Tam je tveganje res ogromno. Da ne govorimo o tistih prastarih, ki prvi poskusi so bili recimo s parafinom. Človeštvo se že zelo dolgo ukvarja s tem, kako bi neke upadle obraze tretirali. Tako da to je bilo že v
19. stoletju so dajali parafin, pa potem še neke druge substance. Ja, to je bilo pa neka olja, pa ljudje so si sami to aplicirali, grozljivo izmaličenje. Zato so slike na internetu, se lahko pogleda. Ne? Ker te stare učinkovine so bile tudi močno imunogene. So migrirale, selile so se, ker hialuron večinoma ostane tam, kaj ga damo, redko kdaj da migrira. Ampak tisto olje, pa tisto parafin se je pa selilo sem in tja in zgadal sem, pa je končal v bradi, pa so bile bunke, pa imunske reakcije, grozljive nakaze so se lahko potem dogajale. In tako da pri botoksu recimo je komplikacij razmeroma malo. Vse zgodi, ampak to je večinoma napaka pri aplikaciji, da se obrvi povesijo ali pa da je nekako utrp občutek, ampak tisto vse mine. Je pa res, da botoksa ne moramo ven vzeti, kaj ga enkrat damo. Filer lahko raztopimo. Ampak botoks, če ga damo s previdnostjo, je čudovita terapija, ki je neopazna, za katero ne ve, ne mož, ne sodelavka. Jaz imam res poln stranka, pridejo praktično med službo, ker so tam razni uradi, vmes sred dneva, ker 5 minut se pozna nobenega ukrevanja. Pri filerjih je malo drugače. Ampak vendarle, karkoli že počnemo, če kaj počnemo, pomembno je, da to počnemo varno. In zdravnik mora biti policaj, ki skrbi, da je to varno, se pravi, kar se tiče strani telesa, da je to neka terapija, ki je registrirana. Se pravi, da je to nekaj, kar dobimo po varni poti, enako kot sva zdravila. Botoks je recimo zdravilo in ga dobimo z lekarne, ga pripeljejo v hladilni torbici. In zdaj, da ni to neko črnoborzijanstvo, kjer se morda nekje da to, kaj kupiti pod mizo, ampak Bog ve, kje je bilo. Zdaj, večinoma gre potem za to, da ni učinka, ampak pri polnilih so recimo možni tudi zapleti. In da ker tudi toksinov je zdaj že zelo veliko, polnil pa je neskončno mnogo, na 100 različnih vrst. Ker hialuronsko kislino je razmeroma lahko proizvajati in se tega loti marsikdo. In to od Bog ve, kot vse pride. Ne? In seveda je pomemben aspekt, ko že enkrat gremo čez to mejo, da se odločimo, ja, terapijo bi imeli, je pomemben aspekt cena in kako bo trajanje. In je pa to tako, da podobno kot v trgovini, nekaj najboljšega verjetno ne bomo dobili za najnižjo ceno, ker če želimo imeti nižjo ceno, je treba nekaj vzeti stran. Ali je to slabši material, ali so to slabše plače zaposlenih, ali je to slabša obravnava, končamo v 5 minutah, ne vzamemo si pol ure, pa da lepo delamo, tako da bo manj bolelo in podobno. Običajno pa kombinacija vsega tega. In visoka cena nam ne garantira, da je neki par excellence, še vedno lahko gre kaj narobe, ne glede na to, koliko smo pripravljeni plačati, ampak ponavadi tista najnižja cena pomeni, da nekaj ne štima. Ne? In tako kot tudi v življenju, tako kot, ne vem, Chanel pa Louis Vuitton nima tankoli razprodaje, 30% off na ta in ta tip torbice, tako verjetno tudi centri, ki na veliko razprodajajo, to delajo verjetno zato, ker ali nimajo dela, ali ker začenjajo, pa imajo manj izkušenj. In ponavadi pač to pomeni, da je nek bargain, se pravi, da nekaj dobiš, ampak nekaj izgubiš. Je potrebna previdnost, ampak seveda vsak način dela ima svojo prednost. In eni zelo gledajo na ceno, eni zelo gledajo na to, da je storitev komfortabilna. Je pa odgovornost, vsakokratna odgovornost zdravnika, da dela varno. To nam pa nalaga zakonodaja, ker zdravniški poklic je izjemno reguliran. Da lahko v Sloveniji in tako tudi v evropskih državah, kot tudi v večinoma po svetu, da lahko zdravnik upravlja zdravniški poklic, mora imeti licenco. Licence podeljuje zdravniška zbornica in zato, da dobimo licenco, moramo končati študij medicine, moramo upraviti pripravništvo, pa potem specializacijo, ki je predpisana s programom, moramo upraviti specialistični izpit, ki je krona na vse skupaj. Za specialistični izpit dobimo tako 45 dni plačanega dopusta, tako da si potem, ko smo 4 do 6 let specializirali, tako da si lahko mislimo, da je to kar zalogaj. In teh 45 delovnih dni študiramo. Ker sem bila sveža specialistka, smo enkrat bili na obisku, 2 majhna otroka smo bili na obisku pri kolegici, ki ima tudi 2 majhna otroka, in sta rekla, da njuna mama študira za specialistični izpit in sta moja otroka, ki sta šla skozi to, se sam tako naredila. Mama študira za specialistični izpit. Je naporno. In torej, ampak
je to z razlogom. In se pravi, da jaz sem dermatolog, ukvarjam se s kožo, ukvarjam se s pomlajevanjem, ampak vendarle, celo medicino, se pravi, vse organe, vse organske sisteme, ker telo je vendarle ena celota, ne? In moraš vedeti, kam kaj paše. In potem tudi, ko imamo enkrat licenco, ni zdaj pa smo dobri, licenco je treba vsakih 7 let obnavljati. Zdravniška zbornica prešteva točke, ki jih dobimo z izobraževanjem, se pravi, ko se redno udeležujemo izobraževanj, se na zbornici beležijo točke in samo, če dosežemo določeno kvoto točk z izobraževanji pridobljenih v tem 7-letnem obdobju, dobimo obnovljeno licenco. Poleg tega pa seveda obstajajo strokovni nadzori, ki pridejo upoštejo takrat, kadar gre kaj narobe. In zakonodaja nam nalaga, kako je pač treba prakticirati medicino. Zdaj, kar se tiče estetske medicine, nekaj spada na področje dejansko medicine in estetike, potem so pa še take neke paramedicinsko-kozmetične dejavnosti, ki so tako neptične miš in so slabše regulirane. In rekli smo prej, laser ali pa kakršnakoli visokoenergijska naprava je orodje. In lahko si kdorkoli kupi najboljši laser na svetu, se to je na prostem trgu, ne? Če lahko, ampak z laserjem mora upravljati usposobljen strokovnjak, tako kot z žerjavom ali pa z letalom ali pa z, ne vem, jedrsko elektrarno. Si običajno tudi vidim dekleta v kozmetičnih salonih, kozmetičarke so predane svojim strankam, si želijo imeti dobre rezultate, si nikakor ne želijo imeti komplikacij, so pa žal marsikdaj naivne. Ker pridejo k njim predstavniki industrije, to je pa tak laser, vse dela. In potem bodi si nimajo rezultatov, tam so vzeli kredit, da so nabavili nekaj, kar jim zdaj stoji in morajo delati. In žal je to marsikdaj naivnost. Se pravi, treba se vedno zavedati, nobena aparatura ne dela ničesar sama po sebi in vedno se treba vprašati, kako ne delam s tem, da bo varno, pa da bom imela rezultate in da bom imela zadovoljne stranke. Tako da regulative, recimo na tem področju, kako je z medicinskimi napravami, da se v resnici nekako počasi rojeva na nivoju Evropske unije, ampak načeloma, tako kot ima lahko vsakdo skalpel, ki je orodje za operirati karkoli že v telesu, ne? Tako tudi marsikakšno napravo si lahko marsikdaj kupi, ampak res apeliram na to, dajte razmisliti, povprašati koga, ki to dela, ker nobena naprava ne dela sama po sebi, ne glede na to, koliko za njo plačamo. In želimo si delati dobro. In jaz tudi recimo včasih me povabijo kozmetičarke, da jim kaj pokažem iz prakse. Ena taka zanimiva tema so pigmentacije. Pigmentacije so en velik izziv, sploh melazma. Se pravi, tiste mehne pigmentacije, solarne lentigo, pikice, pegice so običajno dobro rešljive, ampak melazma, to so pa ti rjavi fleki na čelu, licih, kot brki, ki nastanejo zlasti po jemanju kakšne kontracepcije v nosečnosti pri ženskah, ki so malo temnejše polti. Tisto je pa nočna mora. Tisto je pa doživljenjska nagnjenost. K melazmi bomo vedno nagnjeni, tako kot bomo nagnjeni k sladkorni ali pa visokemu pritisku. In če melazmo mečkan preveč odločno tretiramo, če z mečkan previsoko energijo to streljamo z kakršnokoli že napravo ali pa z neustrezno valovno dolžino, bo ti še bolj črno in ne bo šlo stran. In tako kot so vedno znova razočaranje različne kreme brez recepta proti pigmentacijam, zato se tudi vedno znova pojavljajo nove, ali pa kreme proti celulitu, tako je tudi melazma vedno znova eno razočaranje, kar se tiče naprav. Melazme se je res treba lotiti zelo počas, previdno in z načrtom. In je treba vedeti, tukaj se spuščamo, vprašati, pozanimati se koga, ki to že ima in ne slepo slediti lepim slikcam, ki nam jih pokaže predstavnik. Vesna, toliko enih informacij si zdaj predala, da se mi kadi od vprašanj, ki so mi vmes prihajati. Vidim, gasilni aparat. Upam, da se bom vsaj kakšnega spomnila, ampak prvi, ki mi pade na pamet, je zagotovo to, ko si omenjala laser in kontrolirano poškodbo kože, ne, in o izvajalcu in tako. Kaj pa, ko je pravzaprav kontrolirana poškodba, ampak rezultat pa je koža, ki je odslej bolj občutljiva, bolj nagnjena k rdečici. Kaj to pomeni, da je bilo preveč
Ali je to tip kože, ki se je tako odzval na tretma? To je eno vprašanje. Drugo vprašanje, ki se mi je pojavilo, je, omenila si botoks, omenjali sva, kako se koža guba in stara in izgublja to svojo elastičnost. Ne? In že nekaj let lahko berem o tem, botoks je treba začeti dajati sredi 20-ih. In me zanima, je to resnično potrebno ali bo vsem, če bomo začeli, mislim vsem, bo čist dovolj zgodaj, če začnemo pri 35-ih za nekoga. Tretja stvar, ki se mi je postavila ob tem, je bilo ta obsesija, ki postane, ko se res ne vidiš več v gledalu, kot si rekla, ne vidiš več gozda, vidiš samo še drevo. Kako v bistvu pristopiti, kako s tako pacientko ravnati, kako se znajdeš v takih situacijah? Ja. Torej, če greva po vrsti od zadaj naprej. Ne? Okay. Torej, se zgodi, da pride kdaj kakšna večinoma starejša gospa, ki ima očitno s tistim obrazom nekaj bilo delano. Dobro, jaz zdaj seveda vidim. Ne? Ponavadi to pomeni, da je preveč tukaj. In na cesti bi jo videli kot eno, ki zgleda čuden. Se pravi, neki tle tako, pa večinoma tle nič. Večinoma se da pomagati, je pa treba, tako kot predvsem v medicini, najprej oceniti stanje, pogledati, kaj imamo in potem narediti plan. Ker praviloma so tako navajene, da se vidijo sam tukaj in potem rečejo, ja, sem prišla, ali me lahko malo tle, ker se mi ta guba dela. Ja, bog ne daj, ne. In večinoma je treba nekaj narediti tukaj, pa bo obraz gledal precej bolj normalno. Ali pa celo tle raztopiti. In seveda se lotim zelo previdno, ker je vprašanje videza je izjemno, izjemno občutljivo. In jaz si vzamem približno pol ure za pogovor in gremo vse skozi, kot sva. A veš kaj, ki si reka, da toliko je bilo informacij. Očitno se mi pozna, da v ambulanti jaz večinoma poslušam. Zdaj pa končen en, ki mene sprašuje. Ja, sem ka na eni spovedi, kaj se dogaja. Tole. Še sama sebe presenečam, da to govorim. In previdno vedno ohranjamo dostojanstvo. Veš, prej sem omenila, da zdravimo dermatologi tudi spolno prenosljive okužbe. Tam nekako je naša vajalnica, kjer se učimo ohranjanja človeškega dostojanstva, ki je tako zelo pomembno pri nekih občutljivih, intimnih vprašanjih. Ne bo to videz obraza ali pa spolno prenosljiva okužba, ki nas gloda. Ker se večinoma ljudem jasno, kaj se je zgodilo, kaj je šlo narobe. Ne? In potem, kako bomo zdaj to speljali. Jaz sem imela odličnega učitla z venerologije in primarij Potočnik je vedno rekel, pri nas se ne razdirajo zakoni, tako da potem čas je bilo, gospa Ruhni, odkot je zdaj ta sifilis, ne? Ona ne gre nikoli ven iz Kamnika, on pa voz v Rusijo in pa se ona dva pregovarjati, odkot je prišel ta sifilis. Glejte, bomo pozdravili, pa bomo pa že videli. In tako tudi pri takih res občutljivih vprašanjih se vedno znova spet vprašam, jaz kaj ta človek rab. In jaz praviloma sprašujem. Ne? Človek, ko ga dovolj sprašujemo in poslušamo, bo sam povedal, kaj rabi. Ne? In ga z vprašanji napeljem na to, da sam ugotovi, kaj rabi. In tudi v klinični dermatologiji tako delam. Ker, recimo, omenila sem, da zdravimo veliko ljudi z aknami. Pacientov z aknami imamo toliko, da nam vsem 3 zdravnice smo pri nas, nam pri ušesih ven lezejo. Tako, po ene 5 do 10 na dan jih imamo in pa tisto, kar imamo dolgoročne terapije, jih kontroliramo na 3 mesece. Se pravi, res ogromna masa se pri nas obrne. Ampak imajo izbiro. Lahko si izberejo. Mi smo varnost, mi smo tisti varnostniki, ki skrbijo, da ne bo šlo kaj narobe in pa povemo, aha, bi se mazali, ok, super. S kremo lahko dosežete izboljšanje, ne bo pa koža skoraj siguren, ne super. V 6 tednih bomo videli, kaj bo, potem pa se lahko zmenimo za drugo terapijo. Aha, ok, ni sprejemljiv drug rezultat kot brezhibna koža. To lahko, ampak verjetno ne drugače kot zdravili, ki imajo take in take neželene učinke, za kere bomo poskrbeli, da bo terapija varna. In podobno delamo vse povsod. Se pravi, pacientu damo izbiro, to je izjemno pomembno, da se človek odloča v svojem telesu, v svojem zdravju, v svojem videzu. Moramo imeti avtonomijo. In seveda teh možnosti ne sme biti preveč. Ker zdaj, če pa nanizamo recimo neskončno enih pomlajevalnih možnosti, to je ta problem izbire se zgodi recimo, ko začnejo sami na internetu iskati, s katero napravo bi se zdaj pomlajevali.
nikamor ne prideš. Ne? Je potem fino, ker mi naredimo red, se pravi, povemo, aha, ok, dajmo mi najprej pogledati, kaj imamo, ne najprej, kjer napravo bomo vzeli, ampak kaj je sploh problem. Tako da, če pride oseba, ki je spremenjena, najprej gremo par korakov nazaj, ugotovimo, kako je obstoječe stanje, kaj je že bilo, potem pa postopoma logično pogledamo vse te obrazne razdelke, pogledamo, kakšna je koža, kje so gube, kakšni so volumni in potem naredimo terapijo tako, da je sprejemljiva. Zelo, zelo redko se zgodi, da kakšna pacientka zelo, zelo vztraja na nekem postopku, ki se meni ne zdi primeren. Takrat, če vidim, da sem brez moči, preprosto, morda sem tega jokerja uporabila 2krat v življenju, rečem, da jaz tega ne znam. In če ne želim človeka užaliti in prizadeti, preprosto, jaz sem kot zdravnica dolžna poskrbeti za katerega človeka, kjerkoli, v službi ali v prostem času, ki je življenjsko ogrožen. To je dolžnost, ki nas zdravnikov nikoli je nismo prosti, se pravi, vedno imamo to dolžnost. Zdaj med COVID-om sem tudi videla, da nas lahko država mobilizira, tako kot vojsko, dejansko. Ja, tako, nas lahko, tudi zasebnike. Ampak do tega nismo prišli. Če ni nekaj vitalno pomembno, jaz lahko terapijo zavrnem, ampak če želim ohraniti dostojanstvo pacienta, seveda, to je res, res redko, ampak morda sem tam 2krat v življenju rekla, gospa, jaz pa ne znam tega, to pa mogoče pete. Jaz bi naredila drugače, bi vam priporočila tako, ampak če si res to želite, se posvetujte s kakim drugim zdravnikom. Je pa zanimivo, ker ta sindrom, body dysmorphic syndrome se mu reče po angleško dismorfizem oziroma izkrivljeno dojemanje podobe lastnega telesa, s katerim se sicer večinoma srečujemo pri dojemanju telesa, lahko pa tudi obraza. To so potem te spremenjene figure, recimo Michael Jackson primer, ki popolnoma zgubijo kompas. Tisto je zelo težko zaznati, kdaj se je to pojavilo. Ampak, jaz sem samo enkrat z eno pacientko, z eno inteligentno mlado žensko, ki je tako počasi drsela v ta body dysmorphic syndrom in se je pri svojih 35 svojim videzom, ki je bil popolnoma v redu, v neskončnost ukvarjala, šla na več operacij, za katere me je skoraj čudil, zakaj so jih naredili, za katere je sicer imela neko medicinsko indikacijo rahlo, ampak niti ne preveč, pa potem hodilo vse naokrog, da sem jaz res zelo, zelo previdno in zato, ko sem jo dobro poznala in ko sem cenila njeno inteligenco, ko se je prijavila k meni, da bi filer, sem rekla, a se lahko mogoče malo najprej zmenila in zelo previdno začela, da morava mečkrat paziti, da ne bi šlo tole v smer body dysmorphic sindroma. In je bilo veliko olajšanje, ki je rekla, da je že samo o tem razmišljala, kaj se z njo dogaja, da se toliko ukvarja s svojim videzom. Se pravi, če zbiramo besede, da jih prilagodimo pacientu, se lahko vse zmenimo. Vse pa treba pogovarjati. In v resnici se pogovarjati najbolj zapleteno in naporno. Tisti obrtniški del, se pravi, da nastavimo na laserju parametre, da piknemo injekcijo, tako je treba. Tega se zdravnik z nekaj ročne spretnosti vedno lahko nauči. Zdaj za pogovarjati pa moraš imeti seveda interes, ker marsikdaj je tako in vsi smo se izšolali v javnem zdravstvu, kjer je za pacienta nekaj minut in moraš biti produktiven, ker je toliko in toliko ljudi, za kjer moraš poskrbeti in je potem kako dolgotrajno pogovarjanje neproduktivno, ker itak si to zgodbo že 100krat videl, v tem že vrabci čivkajo in pozabimo, da pacient se pa s tem srečuje prvič in da potrebuje več razlage, potrebuje čas za razmislek, da to ni stroj, kjer popravimo nek del in ga pošljemo nazaj na tekoči trak, ampak da je treba poskrbeti tudi za dušo in za duha. Se pravi, da bo človek razumel, ker skoraj vsem dermatologom je, ko recimo pregledujemo kožna znamenja, ko pogledamo znamenje v desetinki sekunde jasno, je to nevarno, je to nevarno. Zelo redko, da rabimo več kot
trenutek. A ne? Tako kot v trenutku vemo, da je to šopek cvetja ali pa da je to mikrofon, ne rabiš več. In jaz bi lahko pogledala, če bi bili pripravljeni, ima 100 pacientov na uro zlahka, ampak pogledam na uro 2 ali pa 3, zato ker so to ljudje, ki so se pred tem pol ure ukvarjali s tistim, ne pol ure, lahko več tednov ali pa mesecev ukvarjali s tistim znamenjem, kako raste, kako se spreminja, gledali po internetu in potem vsi zaskrbljeni pridajo in jaz v desetinki sekunde rečem, ne, nič ni. Zelo redko, to so praviloma moški, ki reče, hvala, pa grejo domov. To so praviloma moški, ki pridejo, žena mi reka, da moram to pokazati. In pa, ko jaz pogledam gospod v redu, hvala, koliko sem dolžen. In gre. Če je žena zraven, je to drugače, ne? Ali pa, če se nekdo sam ukvarja s tem znamenjem in ga skrbi. Tako da, treba je imeti eno sozvočje med tistim, kar zdravimo telesnim, se pravi telesnim aspektom in tistim notranjim aspektom in dati pacientu možnost odločanja, ali pa vsaj soodločanja, ne, ker zdaj omejimo možnost odločanja v smislu nekih destruktivnih terapij, ki bi bile škodljive. Zato se je pa treba pogovarjati. In časih res, ko je, rečemo, po delu, sploh takole proti koncu tedna, jaz sem bolj vendarle introvert. Imam včasih tako polno glavo, da zvečer ne morem več govoriti. Tako prav sem, pridem domov in sem vesela, če sem lahko tih in sem vesela, da imam mačke, ki so tih. Je pa to esencialni del našega poklica in naše službe. In pravzaprav tudi zato sem jaz zasebna zdravnica, ker to je del kvalitetnega upravljanja dela. Res je, da seveda zdravnikov je posod po svetu premalo. Skoraj ni države, ki bi rekel, pa zdravnikov toliko, da res ima lahko, ne vem, en zdravnik toliko in toliko specialistov na toliko in toliko ljudi. In seveda moramo gledati da stroški za zdravstvo ne prerastajo nekih meja, ki so temu namenjene, ampak vendarle ves čas so nas v javnem zdravstvu potiskali k večji produktivnosti, kjer je kakovost zdravljenja padala. In to, da je z košarico zdravstvenih storitev super poskrbljen, to že dolgo ni res, čeprav politika to vedno znova trdi. In če se pogovarjamo tako v medicini kot v življenju, se da skoraj vse zmeniti. Zelo redko, da se ne da zmeniti. Obstajajo seveda resna stanja, hude bolezni, kjer medicina ne zna pomagati ali pa neki drugi izzivi. Ampak če razumemo, in naloga zdravnika je tudi, da pomaga razumeti pacientu, kaj se dogaja in kaj so realne možnosti, kakšne so morebitne nevarnosti, je to ena taka čudovita sinergija, ki vodi v poklicno zadovoljstvo, ki je neprecenljivo. In tako je tudi recimo pri laserjih, ki sva jih omenjali, ne? In recimo laserji so en čaroben svet naprav, laserji so tako, kot bi rekli, vozila. In zdaj vozila pomeni vse od osebnega avta do kolesa, do ladje, do vlaka, do motornega zmaja, do letala, do rakete, vse. Ne? In jih je malo manj kot vozilno, ampak vendarle zelo, zelo različne stvari. Če potem vključimo še druge visokoenergijske naprave, se pravi od ultrazvoka do radiofrekvence do mikrovalov, se pa res ta domet in fizikalni principi, na katerih te naprave delajo, se zelo, zelo razširi in postane izjemno zanimiv. Kar se laserjev tiče, že na področju valovnih dolžin imamo ogromno ene izbire, pa še sploh nismo prišli do jakosti, pa pulznega načina, predvsem pa pulzne širine, ker če je, rečemo, neka moč tistega laserskega udarca enaka, ampak jo razporedimo na daljše obdobje, bo učinek popolnoma drugačen, kot če tisto moč skoncentriramo v eno kratko frakcijo sekunde. In tako kot recimo, če mi razporedimo 1 kilometer teka na 10 etap po 100 metrov, bo nekaj drugega z našim telesom, kot če tečemo 1 kilometer hkrati. Ali pa recimo, če neko moč, 10 newtonov uporabimo v 1 minuti ali pa v 1/10 sekunde, bo popolnoma drugačen efekt. Če recimo takole pritiskam roko z isto močjo 1 minuto,
ali pa če bi vso to isto moč spravila v 10 sekunde, bi bil efekt čist drugačen, s tistim se lahko roko zlomila. Tako da, laserji nudijo mnogo možnosti in tudi za koga s tehničnim ozadjem, se pravi za kakšnega inženirja, fizika in podobno, razen če se prav s tem ukvarja, je težko si izbrati, kjer laser pa zdaj jaz ne rabim za pomlajevanje. To se fino posvetva z nekom, ki se s tem ukvarja, no, pa ki ima več tipov teh naprav in nekaj izkušenj. Tako da to bi bilo moje priporočilo, res pač je treba pogledati pa pogledati slike rezultatov, ker še tako dobra naprava. In to lastnih rezultatov, ne tistih iz interneta, ki jih lahko vsi dol potegnemo pa pogledamo. Botox 24, 25 ali 35. Točno, še to jaz. Še to malo, ja. To je zanimivo, ker nekateri ljudje... A je to mit, ki ti ga prodajajo? Ja. Nekateri ljudje botoksa ne rabijo nikoli. Botoks je indiciran za mimične gube, se pravi med obrvmi, čelo, okrog oči. Se uporablja tudi za neke druge indikacije in je recimo odličen uporablja se za zdravljenje migrene, pri cerebralni paralizi, za te spazme, za nestabilen mehur, za stiskanje čeljusti. Recimo nekateri ljudje po noč tako močno stiskajo čeljusti, da si uničujejo zobe. Ali pa da se zbudijo z glavobolom. Torej, botoks to odlično reši. In kdaj rabimo botoks, če si ga želimo, je odvisno od tega, kakšne imamo mišice in kako močne. Ker, če tukaj ni gube, ga verjetno ne rabimo. Otroci imajo enake mimične gube in potem, ko sprostimo mišico, se bo ta guba sprostila. Se pravi, v botoksu bi razmišljali takrat, ko se nam gube začnejo poznati tudi v mirovanju. Takrat je verjetno pravi čas, da začnemo razmišljati, če nas to moti. Če si rečemo, s temi gubicami smejalnimi sem pa čisto simpatično, ok, ni treba. Redki so ljudje, ki to rabijo v 20-ih, ampak obstajajo. Obstajajo ljudje, ki imajo tako neverjetno močno mimično mišico, tole 3 mišice so tukaj le noter, ki delajo te gube, da imajo fiksne gube že v 20-ih, ali pa vodoravne gube na čelu in pri tistih dejansko lahko začnemo uporabljati botoks. Ni nobene kontraindikacije, ker botoks je čudovit tudi zaradi tega, ker ne pušča nekih trajnih posledic. Kadarkoli si lahko premislimo in rečemo, ok, tega se pa več ne grem. In botoks tudi po daljši uporabi ne bo povzročil vidno spremenjenega obraza. Za razliko od filerjev, ki kar pol ustajajo, pa se nalagajo en na drugega. Na botoks praviloma ljudje ne hodijo, dokler še drži. No, v redu, tisto drži, ni zdaj, da pridejo vsake 3 tedne. Ker vendarle niti ni toliko prijetno, niti toliko malo ne stane. Ne? In redki so tisti, ki rabijo v 20, ampak obstajajo. Da pa bi vsi rabili v 20, pa tudi slučajno ne. Takrat, ko tudi v mirovanju že vidimo, da so gubice ostale, se pravi vodoravne gube na čelu, navpične gube med obrvmi, pa krožne gube okrog oči. Se botoks lahko uporablja tudi, tako kot sem rekla, za to stiskanje zob oziroma za hipertrofijo. Eni imajo tako močno čeljust, da imajo čisto kvadratne glave. V Aziji recimo botoks popularen za zmanjšati in zožiti glavo. Potem je ena indikacija tako zvani gummy smile. Eni ljudje, ko se zasmejajo, pokažejo celo zgornjo čeljust, razgalijo in tam lahko pikca botoksa na vsako stran to uredi, če jih moti. Se pravi, se potem ne dvigne ustanca gor na čeljust. In pa še neke druge minimalne indikacije, ampak te so glavne. Torej, nikakor ni botoks potreben v 20. Odvisno od osebe do osebe, če se nam gube že poznajo, se pravi, da ostane in to na zgornji tretjini obraza, potem je smiselno priti na posvet. Ampak tudi, ko se gube že poznajo, imamo še nekaj let časa, da se bodo potem po začetku uporabe botoksa te gube popolnoma zgladile. Če so pa te gube fiksirane 10 let ali pa več, če nekdo začenja imeti gube pri 30, pa prvič pride na botoks pri 50, takrat se pa te gube verjetno ne bodo čisto popolnoma zgladile, takrat pa potem uporabimo še kakšno dodatno terapijo, kot je recimo laser ali pa filer. Pa se tudi da pomagati, dosti lažje pa, če naredimo to prej. Hvala za to, rekla, zdravo pamet, takšno razmišljanje, ker se mi zdi, da je zelo veliko v tem marketingu v smislu, da je botoks, da boš preprečila poglabljanje gub.
pa sem zdaj slišala odgovor, ki me je absolutno prepričal. No, absolutno tudi, če lahko se koncentriramo, da imamo frozen beach face, treba mega botoksa, to je naturbotoks. Poznam nekaj ljudi, ki so se k temu zatekli oziroma ki to prakticirajo in gre. Terja pa veliko samodiscipline in je težko. Ampak botoks recimo kot zdravilo nima starostne omejitve. Botoks uporabljamo pri 2 let starih otrocih, recimo, ker je ena od indikacije spastična paraliza in recimo kakšni otročki, ki imajo nevrološke težave, ga dobijo to večjo količino, kot je za te kozmetične namene. Tako da ni, da bi se to nabiralo ali pa da bi bila neka določena kumulativna doza, ja, je pa potrebna zdrava pamet. In Slovenke oziroma ljudje, ki hodijo k meni, ukrmajo. Tako da sem zadovoljna in vesela, da delam tukaj v tem okolju in s temi ljudmi. Vesna, ti imaš zdaj kar nekaj dolgoletno prakso, če tako rečem. A si morda opazila skozi ta leta, da se spreminja oziroma niža starostna meja žensk, ki prihajajo, ker sva rekli, da večinoma so ženske te, ki prihajajo po, da reč, odrešitev v navednicah? Pa ne. Pridejo zelo smiselno, utemeljeno in ponavadi točno povejo, kaj jih moti, se pravi, bodi si te gube na čelu med obrvmi, ali pa utrujen videz, ali pa tele gube. Večinoma je to. Potem pa še jaz dodam kamenčke. Tako da mlajši ljudje pridejo večinoma zaradi akem, ali pa zaradi kakšnih izrastkov, ko so lahko tudi estetsko zelo moteče na obrazu in jih lahko lepo odstranimo, ali pa kakšnih pigmentacij. Tisto, kar pa pridajo, pa je indikacija za filler, za pomlajevanje ali za laser ali za karkoli, pa res prihajajo utemeljeno, smiselno in na tak način res najlažje dosegamo lepe naravne rezultate. In tisto, kar je v oči vpijoče, kar vidimo v kakšnih serijah, tam recimo te pevalke, ki so vse iste, z ogromnimi čeljustmi, ene bila je nekaj časa v modi, jawline, in je vsaka morala imeti tako čeljust in potem ta ličnice. Tega ni pri nas. Ali se pravi, ali pa pač ne hodijo k meni. No, in niti, kar se tiče ustnic, nič. Jaz imam zelo, zelo visoko mnenje o estetskih standardih Slovenk in vse po vrsti si želijo naraven videz. Redko kdaj, da mi kakšna reče, da bi pa nekaj spremenila in to je večinoma zelo utemeljeno. Recimo, tisto, kar spreminjamo včasih je nos. Kakšno manjšo nosno grbico se da zakamuflirati s filerjem. Se pravi, če je recimo ena grbica, damo malo filerja gor, pa malo filerja dol, to je stvar 10 minut, ni potrebna operacija, pa pol vidimo, če je to v redu in lahko eventualno to ponavljamo vsaki 2 leti, ali pa če recimo je komu ta rezultat všeč, se lahko odloči za kirurgijo. Ali pa recimo brada. Brada je včasih premehna in moti obrazno harmonijo, se pravi, ali pa je recimo pri ženskah preširoka, ker moška brada nekako je je ravna na koncu in ta ravni del je približno širok to, kot so ustnice. Pri ženski je pa brada bodisi zašpičena ali pa koničasta, ali pa je, če je ravna, široka nekako toliko kot nos. Širša ravnina na bradi bolj moško imponira. In zato včasih naredimo, ali pa če je recimo brada v profilu premehna, se pravi, da je premalo projicirana, ali pa da je res čeljust neizrazita, da se glava kratko zlije v vrat kot pri eni želvi, tam lahko s filerjem naredimo čudo. In zanimivo je to, nihče ne ve, kaj se je zgodilo od okolice. Razen seveda, če se s tem ukvarja, pa to prepozna, ampak večinoma vsi komentirajo, koliko dobro si gledaš, koliko si spočita, ne vem, si zaljubljena. Torej, to so večinoma taki korektivni postopki, ki jih vsaj jaz izvajam, ne neki ekstremi. Se pravi, nos, brada, čeljust in zelo, zelo smiselno in utemeljeno prihajate. Torej, najverjetneje, glede na zgodbe, ki jih slišim v življenju, najverjetneje pač res nimaš takih pacientk oziroma prihajajo, bom rekla, z malo bolj razdelanimi željami in estetiko. Je pa seveda to je. Primeri, mislim... A imaš kaj v mislih? Ja, v mislih imam to, da pravzaprav pride mama z mladoletno hčerko
in ji, ne vem, za nagrado, ker je imela dober uspeh v 8. razredu, omogoči polnjenje ustnic. To je zelo, zelo na robu, rečemo, medicinske etike. Ni ničesar, kar bi lahko rekla, da se ta postopek ne sme izvajati in general, in seveda potreben je starševski konsens, kar ga ta dekalca ima. Je pa res se vprašati, kakšna je dinamika te družine, ker dobro, če gre za neko anomalijo, ker včasih spolnili lahko odpravimo tudi kakšno anomalijo, recimo, če bi ta punca bila po zajčji ustnici, pa je nekaj manjka, ali pa imela tako. Se pravi, gre samo za to, da se pravzaprav seksualizira, ne. Torej, matere morda imajo nekatere majčkeno bolj liberalen pristop do tega. Seveda je res, da ko deklice pridejo v najstniška leta, so ene malo hitrejše, ene malo počasnejše, kar se tiče svojega zanimanja za nasprotni spol, ampak če pogledamo v osnovno nit in namen tega, da obstajata dva različna spola, je ohranjanje vrste, kar pomeni, človeške samice, ženske, se trudijo okrog svojega videza zato, da si pridobijo najboljšega možnega samca. Ker pač pri moških je zelo visoka prioriteta, po katerem ocenjujejo žensko videz. Seveda, če se gremo zdaj v to poglavje, to sem zdaj rekla zelo, zelo približno, ampak videz je pomembna komponenta. To nam družba vsak dan posebej dokazuje. Se pravi, se je vprašala malo o tej dinamiki te matere in hčere, da mati ne samo dopušča, ampak pravzaprav spodbuja to zgodno seksualizacijo, ker napete ustnice, zardela lica, make-up, so en atribut zapeljivosti. Recimo te napete ustnice po nekaterih tolmačenjih, ali pa našobljene, ali pa ustnice, ki si jih ženska tako diskretno oblizne, nakazujejo spolno vzburjenost. Se pravi, bi se bilo majčkeno vprašati, kaj se tam dogaja. Lahko, da so preprosto, ne vem, liberalni, da je to neka zgodna cvetka, ker če bi živeli pred nekaj 100 leti, bi punca v 8. razredu, ki je stara 15 let, verjetno imela že 2 otroka. Ampak vendarle v današnji družbi stvari majčkeno drugače potekajo. In se je vprašati, kaj se tam dogaja. Je pa res, da tukaj smo zelo, zelo na tankem ledu in si nekako želimo, da se to ne bi dogajalo. Se pravi, da matere se vpletajo v zgodno seksualizacijo svojih hčerk. Ker potem se treba soočiti tudi s posledicami, ne? In potem bo pa ne vem, zakaj pa se je zgodilo, da je pa zanosila, ne? Ker verjetno ne bodo samo ustnice, ampak verjetno je tako liberalno tudi vse ostalo. Ali pa morda ne vem. Ali pa morda ne, vedle ne bova, ne. Vedle ne bova, ja. Vesna, še ena stvar me je med razmišljanjem na najin pogovor spreletela, in sicer ta črni trg. Ko zdravniki iz tujine prihajajo k nam, najamejo hotelsko sobo in se množično ženske odločajo potem za, ne več botoks, filerje, ali pa konec koncev tudi to, da se, ne vem, botoks šprica v sobici v trgovini oziroma filer daja. Ja, resnično v Sloveniji, v Ljubljani, brez heca. Veš, rada bi izpostavila, katere so tiste nevarnosti, o katerih ženske sploh ne razmišljajo, ne? Ja, zdaj upam, da so to ženske, do katerih pride ta informacija, ampak večinoma žal so to ljudje, do katerih ne pridemo. Večinoma so to ljudje, ki ne razmišljajo. In večinoma so to eni ljudje, ki imajo predhodne estetske izkušnje. Ker kakor pridejo k meni stranke previdne po večletnem razmišljanju, se potem sprašujem, odkot se jemljajo pa te, ki derejo na neke botoks partije ali pa zato, da za nek popust dobijo trajen filer ali pa v trgovini. Verjetno bi nam moralo biti jasno, da je tam narobe nekaj. Torej, če v Sloveniji delaš po predpisih, se pravi, da imaš licenco, da imaš opremljene prostore, da imaš zaposlene, da plačuješ davke,
ja, to nekaj stane in na koncu dneva ti mora nekaj ostati, ker zdaj za minus noben ne bo delal, pa sem raje doma. In to pomeni, da pride neka XY cena. Če si z tega ven vržem državo, recimo ne plačujem davko, lahko da me z 20% nižjo ceno takoj, ali pa 30%. Če dobim preparat na črnem trgu, se pravi, tudi tam je država izostala, lahko dam še 10 ali pa 20% dol. In tako da nižja cena na črnem trgu je možna dejansko samo iz prihrankov, ki so posledica davčnih goljufij. Ampak, če nekdo pripravljen goljufati državo, pismo bi se sprašala, kaj pa je z ostalim, ne? Ker to so medicinski pripomočki ali pa zdravila, ki so zelo tesno regulirani z razlogom. To so stvari, ki si jih dajemo v telo. In tako kot ni pametno pojesti tableto, ki jo dobimo kar nekje na žuru, tako, ko gre za ubrizgavanje nečesa v telo, kar ne vemo, od koder je prišlo, ni pametno. Lahko da bo šlo vse v redu, lahko pa tudi, da ne. In pri takih improviziranih centrih, kjer za ugodno ceno dobimo neko storitev, se večinoma scena čez 2 dni podre, ta potujoči zdravnik cirkusant nekam odpotuje, če je bil zdravnik, in ga ni. Pacientke pa ostanejo same s problemi. Vem, da je hodila po Sloveniji ena zdravnica, ki izgleda pošastno, ena, ki je, ne vem, bazo imela nekje na Hrvaškem, pa v Londonu, pravzaprav z izmaličenim obrazom, me je presenečalo, da se recimo nekomu, ki tako zgleda, ljudje hodijo pikat, ne. Bilo je pa pocen. Oziroma ni bilo tako pocen, no, pokaj si seštel, kolikor so meni prepovedovali. In tam je pa zelo težko poseči tja, ker ženske, ki so tako lahko miselne, da se takih stvari udeležujejo, praviloma ne razmišljajo in do njih take informacije ne pridajo. In jaz sem se srečala z eno grozljivo situacijo enkrat, ko je prišlo dekle, ki je želelo si velike ustance, nekje našlo neko punco, ki se je v Srbiji naučila ubrizgavati silikon in šla k njej na ustance. In je prišla z razpadajočimi ustancami, z eno najbolj grozljivih komplikacij, ki je sledila hospitalizacija, pa nekaj operacij. In ta punca, ki se je najprej, ki je imela težave, pač obrnila na to izvajalko, ki je seveda ni bila kvalificirana, ki je uporabljala silikon, pa je rekla, da je biopolimer, ki tega seveda sploh ne bi smela početi. Jo je najprej, mirila, sej bo, na koncu, ko ta ni nehala klicati, je nad njo poslala izvajalka svojega moža, da ji je grozil, da jih ne pusti pri miru, ker bo sicer in ne vem kaj naredil, jo bo razbil. Torej, redko se to zgodi, je pa tragično. In posegi v telo so zelo resna stvar in izvaja jih lahko tisti, ki ima potem tudi pripomočke, opremo in znanje, da reši zaplete. Zaplet ni vsak drug pacient. Zapleti so načeloma redki, jaz tega malo več delam, imam nekaj zapletov na leto, pa so večinoma lahko obvladljivi, ampak zapleti vedno so lahko. In zdaj, če tega ni, kaj boš? Če pa ti naredijo tak zaplet, ki ni rešljiv, pa ostaneš s problemom celo življenje. In resnično treba je razmišljati o svojem zdravju in o svojem telesu in ne hoditi v neke improvizirane arene skoraj, da, ne? Ker ti botox partiji delujejo tudi na ta princip, da se preprosto ženske malo napijejo. In potem, ko se vse tam pustijo pikati, se vse pustijo pikati. In potem, če se vse v redu konča, zadevo čez nekaj časa ponovijo. Zelo so pa spretni pri tem, da se utišajo kakršnikoli že zapleti. In žal pa ljudi ne moramo popolnoma ubraniti pred svojo lastno neumnostjo. Vedno bo tako, ne? Vedno bodo obstajale tudi Darwinove nagrade. Slišala že za Darwinovo nagrado? Tu obstaja ena genialna knjigica. Torej, Darwinova nagrada je nagrada za vele neumnost, ki jo nekdo naredi, še preden je uspel imeti otroke in se pravi neka lastna napaka, ki ga je ubila, ne? Ali nek eksperiment z balonom, z požiranjem vibratorja ali s čemrkoli, ne? Skratka, obstaja na
desetine in stotine primerov absurdnih, nepotrebnih, sicer tragičnih smrti, ki pa nosijo vseb neko tako bizarnost, da jih je skupina avtorjev zbrala v knjigo, ki se je reče Darwinove nagrade. No. In tako da Darwinove nagrade obstajajo, torej tisti, ki jo dobi, se ne reproducira, ker je fatalna, ampak te podatke niso fatalne, se pa premalo v njih ve. Tako da, zdrava pamet in vendarle ta barka, vsaj pri nas se mi zdi, gre kar nekako v pravo smer. Okay. Ves čas v bistvu rdeča nit najnega pogovora je strokovna usposobljenost izvajalca katerekoli storitve. Ne? Kako bi z nekim preprosto razlago rekla, kako se v množici ponudnikov, ki so, pravzaprav odločati, kam iti. Seveda bo vsak izhajal iz sebe, iz svojih pričakovanj, iz svojih, ne vem, koliko si lahko prvoš, ali če mu je to pomemben, ali pa koliko deleč nekdo stanuje oziroma ordinira, ampak kaj je tist, kar je tako the bottom line, da bi absolutno morali štimati, ko se odločiš, da greš na ali nek pomlajevalni postopek z laserjem ali pa brizgavanje polnil oziroma botoksa. Okay. Na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije obstaja javni register zdravnikov in njihove licence. In tam je treba pogledati, ali je oseba zdravnik z licenco. In potem je to potrebno, da to je en medicinski center, ki ima licenco za upravljanje oziroma ki ima dovoljenje Ministrstva za zdravje za upravljanje te dejavnosti. Tu sicer ni javno dostopnega registra, lahko pa vprašamo. Ker če je to nekaj improviziranega, a se spomniš tiste reklame, ki sta bila Slon in Sadež, ki sta imela banko na sred polja. Torej, to je bila reklama, ki je svarila pred spletnimi prevarami, ker so lahko verni ljudje izgubljali veliko denarja, ker so se odpirale neke banke in so kar tja nakazovali, sta Slon in Sadež na srednjega pola postavila navadno šolsko klop, pa en sedel, pa imel papirje, ne, pa pride on pa gleda, a to banka? Pa pravi, vse da banka, le je banka, ne. Torej, je apeliralo na naivnost ljudi, ki nasedajo takim prevaram. Torej, moramo pogledati, ali je ta oseba zdravnik, ali je to zdaj, ali ima torej za sabo šolanje, da lahko to upravlja. Ja, pa tako, to je izločitven kriterij. Se pravi, če to ni, pol nimamo se kaj pogovarjati. Ampak tudi potem, ko pridemo do tistih, ki to izvajajo, tam pa, seveda nimamo možnosti, da bi vse preizkusili ali si prepričali. Obstajajo ljudje, ki grejo na par pogovorov, pa se ne odločijo za nobeno terapijo, pa potem grejo nazaj k tistemu, ki jim je bil najbolj všeč. Večinoma ljudje pridajo po priporočilih. Je pa res, da v estetskih tretmajih si samo zelo, zelo bližne prijateljice povejo, oziroma pač potem prebirajo po spletu, pa se po nekih atributih odločijo. Torej, izločitven kriterij je, če ne štimajo formalnosti, ker formalnosti so tam z razlogom. Z razlogom je treba imeti licenco, ker še tako lahko gre narobe, ampak vsaj tisti, ki rečemo, imamo licenco, pa prakticiramo medicino, pa imamo izkušnje, imamo en toliko bujno fantazijo in izkušnje, kaj se lahko gre narobe, da ne samo, da si pacient ne želi, da gre kaj narobe, tudi mi si ne želimo, da gre kaj narobe. In da skrbimo za varnost in da se gibljemo znotraj enega varnega območja. Ker nekdo, ki ni izkušen, tako kot je bila ta gospa, ki si je kupila silikon, pa ga kar ubrizgavala, ne da bi sploh vedela, kaj lahko naredi. Menda ga je ubrizgavala tukaj noter, to lahko za slepoto povzroči. Slepoto, trajno slepoto. Sprav med obrvi si je ubrizgavala? Strankam. Ki jih je pomlajevala. Torej, to je bil en eklatanten primer malpractice, se pravi, v Sloveniji rečemo temu delo na črno, ampak je to dejansko ena zloraba zaupanja stranke, svojega položaja, svojega vpliva. Dostikrat so take gospe izjemno odločne, so kakšne gajstne. Same pa res, veš, tako kot takrat, kadar pride do nekega umora, se to sliši na blizu in daleč in posle ti zdi, pa pismo se ljudje sam pobijajo. Hkrat pa ne vemo za tista 2 milijona 100 tisoč ljudi, ki se pa ne pobijajo. Potrebno je te primere poznati in vedeti, kaj je varno. Mislim pa, da vseeno v Sloveniji jih ni tako zelo veliko. Odlično. Hvala Bogu, bom še enkrat danes rekla. Tako da res, super je, ker imajo
ženske in moški večinoma zdravo pamet. In večinoma pridejo po tehtnem razmisliku, dostikrat se umaknejo razmišljati domov in najbolj so pa nekako sproščene ali pa prepričane v to, da želijo nek poseg tiste in tisti, ki so prej videli nekaj podobnega na komu od svojih prijateljev, družinskih članov. In ponovati je tudi, ko veš, kaj si rekel, kako zbiramo. Večinoma je to en klaster, se pravi, najprej pride en in pa pride še drugi, tisti ta bližnji. Ne vem, za zdravstvene stvari ponavadi pride mama, pa pripelje še moža, pa otroke, pa starše, pa uni svoje znance in tako raste. Ne? Tako se nam v nekaterih stvarih se kar, veš, jaz imam take fokuse po Sloveniji. Iz nekega razloga imam ful strank iz Ilirske Bistrice, pa z Črnomlja, pa z Prekmurja, ne vem, kje so se vzeli, ampak kar hodijo, tako prav uno. In potem, ko malo sprašujem, se tudi marsikdaj med sabo poznajo, ja, ko pridejo po priporočilih. Fino je, da se o teh stvarih pogovarjamo, ker če še nismo imeli nobenega estetskega postopka, če se nam zdi, da botoks je pa tako, če imamo kakšno bližnjo osebo, ki zelo dobro in sveže in spočito zgleda, morda bo sicer rekla, da to je samo od dobre kreme. To je tudi dobra fora, veš kaj rečejo meni? To so me pacientke naučile, ja. Da recimo tiste, ki ostajajo skozi iste in seveda delamo in laser in pikamo in vse, ampak delamo to tako previdno, da res lepo zgleda. Ena je rekla, ker sprašujejo, ne, kaj je njeno skrivnost, rečejo, doma eno ful dobro kremo, da so jo jaz priporočila, da sem jaz dala kremo. In rekla sem to, da veste, ne, da če pridejo kakšno kremo spraševati, ne, to krema. Ja, sem rekla, v redu. Se pa, če pride kdo, reče mi, ja, una gospa, ne vem, Mojca, ona že lahko s kremo, sam vi rabite pa nekaj čez drugega. Tako da obstajajo eliksiri in kreme in zabavno je delati z ljudmi, zelo, zelo. Veš, so iskrivi, so duhoviti, so inteligentni, marsikaj mi povejo in nekako smo, verjetno vlečemo energetsko take stranke, ki so z nami v sozvočju. Tako kot jaz ne bi mogla s kakšnimi frfrastimi, zaletavimi, nepotrpežljivimi, k pretiravanju nagnjenimi ljudmi, tako pač tudi oni ne bi mogli z mano. Tako da vsak najde svojega, ja. Obstajajo pa ljudje, ki se verjetno počutijo neizmerno srečno s tistimi bodisi ogromnimi ustancami, bodisi izrazitimi ličnimi loki ali čeljustjo. Nam zdravnikom poklicna odgovornost nalaga, da delamo varno, estetske standarde si pa potem postavljamo več ali manj sami. Sploh v tujini, recimo, ne, če gledamo kakšno Ameriko in serije operacij, ki jih včasih izvajajo, očitno tudi ne najbolj uspešno, pri nas pa očitno nekako še gre. Mislim, tale pogovor danes je bil poln res izjemno dragocenih informacij. V pogledu, bom rekla, v prakso, s katero se srečuješ. Sem ti zelo hvaležna, da si tako odkrito predala. In mi ostane samo še eno vprašanje zate. To je zadnje vprašanje, ki je vedno enako, tako kot prvo. Če bi lahko podoživela še en trenutek v življenju, v celoti, se pravi, tak kot je bil, kot se je zgodil, kam bi te odpeljali? Ja, zdaj, a veš, ko se vpraša, ko si prvič na začetku, ko smo vprašala, kdo si, ne? Ko me nekdo vpraša, kdo si, kar najprej zazveni v glavi je vdova. In praznina in katastrofa, ki zavlada v življenju, potem, ko ti umre partner, kar se mi je zgodilo pred 2 letoma, nenadoma, nepričakovano, iz ene lepe sobote, ki je bilo vse v življenju krasno in fajn, in je bil on čez 2 uri mrtev, 49 let star, brez nekih težav. Bila sva skupaj 3 leta, oba dva prej, ločena dolgo časa, z velikimi otroki in imela sva se tako fajn in sva seveda načrtovala poroko in živela sva skupaj in
Kar bi podoživela, veš, kam bi šla. Takrat, ko sva se midva prvič poročila, midva z Arjanom sva se za hec poročila na vsakem gričku, ko sva hodila okrog po Sloveniji, sva šla okrog cerkve. Od začetka sva hodila 3-krat, sva rekla, da mora biti 3-krat okrog cerkve, pa sva pa poročena. Dobro, pa sva zreducirala na en krog okrog cerkve. No, ampak prvič sva se pa poročila na Sveti Ani nad Barjem. Bilo je 16. avgusta 2021. Evo, tja bi me odneslo. Ko sem se prvič poročila, ker jaz sem sicer bila prej enkrat poročena, ampak tam je bilo tisto, sem zanosila pa to. In tisti je bila taka bolj poroka iz convenience, iz praktičnosti. To je bila pa tista poroka, ki me še vedno zavezuje in ki je bila en čudovit trenutek v mojem življenju, ki še vedno traja. In po zgubi partnerja, seveda, življenje nikoli več normalno. Hvala Bogu, da imam službo, ki mi prinese na pot čudovite ljudi, ker pravzaprav v tistem strašnem času, ko sem bila ena prazna, tavajoča lupina katastrofalnega opustošenja v breznu, te nenadne izgube, ki mi je spodneslo tla pod nogami, ki seveda je samo on zmanjkal, ampak nič v življenju ni bilo nič več uredno. So mi pomagale moje pacientke, vdove. Veš, koliko jih je. Veš, koliko je žensk, ki so mlade izgubile partnerja. Zelo redko pride kakšen vdovec, ampak tiste so mi pomagale, ker znajo poslušati, znajo se pogovarjati. Prinesli so mi knjige. Veš, tako Barbara, ki je bila ena zahtevna, tam najnih let je zahtevna, tako od začetka sem kar rabila mečkam, da sem se navadila. In jaz pravzaprav tega nisem vedela o njej, ne, ko me je videla, kako sem zdelana, shujšana, kaj se je zgodilo. Reka, veš, ko sem jaz imela 2 mehna otroka, se je mož odpeljal v službo in ga ni bilo nikoli več nazaj. In mi je pomagala s tistimi knjigami, ki so takrat njej pomagale, in vse druge neštete so poslušale, so se pogovarjale, in potem počasi brez zdravil ni šlo. Bo zdravila me spravil tast, njegov oče, ki je rekel, nisi normalna, ne, to rabiš. Nekako zdaj gledam to mojo prazno življenjsko parcelo, kaj si naj s tem začnem. Ta čas se pa ukvarjam z dermatologijo in sem vesela vseh teh čudovitih ljudi, ki mi pridejo nasproti, ker so ljudje in naši odnosi so edino, kar je pomembno. In nekako gledam, da morda, če lahko vsak dan nekaj dobrega pustimo na tem svetu in da nekako stremimo navzgor, pa bomo pa videli, kaj bomo s tem življenjem. Vesna, najlepša hvala. Hvala tudi tebi za vabilo.